Večina lastnikov psov dobro ve, da k odgovornemu lastništvu spada tudi redno sprehajanje psov in posledično seveda tudi samih sebe. Zato k tednu mobilnosti sodi tudi sprehod s kužki, še ena od tradicionalnih aktivnosti v tednu mobilnosti, in tokrat so se lastniki s kužki podali na dolg sprehod po Medvodah. Ja, ena najboljših stvari pri kužkih je, da nas nekako spodbudijo, če ne že kar prisilijo k tem, da več hodimo. Se pravi, da gremo vsak dan malo na svež zrak, ne glede na to, ali je sonce ali je dež. Dejstvo pa je, da na koncu, ko se vrnemo iz prehoda, je srečen in kuža, z njim pa tudi mi. Sprehod s kužki je bil tudi izobraževalne narave o odgovornem lastništvu psa. Lastniki so se tokrat s pomočjo Nike Bergant naučili, kako lahko s poslušanjem psa in spremljanjem njegove telesne govorice ter zmanjšanjem stresnih situacij okrepijo vez med psom in vodnikom. Na sprehodu so ponovili tudi nekaj osnovnih pravil obnašanja, kako psu omogočiti sproščujoč sprehod, kjer lahko aktivirajo svoj nos, in spregovorili o odgovornem lastništvu naših štirinožnih spremljevalcev. Ja, namen tega sprehoda je, da se primarno podružimo, da spoznamo Medvode, gremo en krog po Medvodah. Na koncu bomo šli pa tudi do pasjega parka Medvode, kjer se bojo kužki lahko malo nalaufali. Pa seveda pogovorili se bomo tudi o društvu Rex in Mila, o akciji sterilizaciji mačk in dobrobiti psov. Kljub temu, da smo v letu 2020 v času, ko se večinoma zavedamo, da so psi in mačke naši družabniki in ne le žival, ki je dodatek k hlevu ali namenjena všečkom na Instagramu, se vseeno mnoge živali znajdejo v stiski. Predvsem muce se namreč kar ne otresejo stereotipov, kot so, da je njihovo naravno okolje zunaj, da so najbolj srečne, ko lovijo miši in da morajo nujno imeti mladičke. Danes se bomo pogovorili tudi o primerni oskrbi za živali, tako za mačke kot za pse. Nekoliko večji problem je tukaj na strani mačk, se pravi, imamo ogromna števila vsako leto zapuščenih mačk, nikogaršnjih mačk, odvečnih mladičev. In čeprav se nam mogoče zdi, da ko hodimo po Medvodah, ne srečujemo kar tako na vsakem koraku mačke, je mačka res ogromno. Ogromno je takih, ki vsako leto končajo pod kolesi vozil, jih pokonča kakšna bolezen. Skratka, ne zaključijo svojega življenja na dober način in je ogromno lahko naredi vsak izmed nas, da bi lahko bilo takih mačk manj, takih manj neželenih legel, in o tem se bomo danes pogovarjali. Da si želijo, da bi se ljudje vendarle zavedli, da je prosto živečih muc preveč, da večina umre prehitre in pogosto zelo okrutne smrti, nas te dni opozarjajo tudi na Facebook profilu Zavetišča Horjul. Prošnje ljudem, naj vendarle poskrbijo za sterilizacijo živali in s tem zmanjšajo preveliko število muc, pa na občane neprestano naslavlja društvo Rex in Mila, ki v občini Medvode skrbi za prosto živeče živali. Vsakodnevno pa pomagajo občanom, ki jih kličejo, ko najdejo povožene živali ali ne vedo, kam bi z mačjimi mladiči in bolnimi živalmi. Zato bodo seveda veseli vaših donacij, s katerimi bodo kupili hrano ali plačali veterinarske storitve. Še posebej pa bi bili veseli prostovoljcev, ki bi vsaj delček svojega časa namenili pomoči zapuščenim živalim.